Že v času študija ilustracije na akademiji sem se pobliže srečala z znanstveno ilustracijo in takrat me je začela tudi bolj poglobljeno zanimati in sem se začela ukvarjati z njo. Hkrati pa me je ves čas zanimala knjiga kot medij, ki bi lahko presegala neke klasične okvire in postala interaktivna. Hkrati se mi zdi pa zelo pomembno, da knjiga oziroma polje naravoslovja, znanosti in didaktične vsebine iščejo inovativne pristope, kako podajati informacije bralcu. Sama sem se lotila knjige tako, da sem prvo izbrala temo sesalcev sem izbrala predvsem zato, ker sem skozi raziskovanje naletela na to skupino izumrlih orjaških sesalcev, v katerih sem ugotovila, da je zelo malo napisanega, in bolj ko sem brala o njih, bolj me je ta tema začela zanimati. In tako sem se odločila, da naredim slikanico. Prvo sem se lotila delati seznam živali, ki jih želim vključiti v knjigo. Vedela sem, da je fino, da vključim različne rodove in živali, ki so živele na različnih geografskih področjih. Hkrati sem pa izbirala tudi take, ki so meni bile na videz smešne ali pa nenavadne ali pa so bile res orjaške. Ko sem seznam nekako zaključila, sem se podala na raziskovanje na terenu. Obiskovala sem različne muzeje, tako pri nas kot v tujini, kjer hranijo razne dokumentacije, risbe, slikovni material teh živali in pa seveda okostja teh živali. Ves čas sem v procesu nastajanja knjige tudi sodelovala s paleontologom iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, s katerim sem lahko predebatirala stvari, ki mi niso bile jasne, ali pa sva razreševala dileme, glede na to, da gre za izumrle živali in se moramo pri rekonstrukciji opirati na zdaj živeče sorodnike, je pač pomembno, da je zraven tebe še nek znanstvenik, ki pač obravnava to polje. V današnjem svetu tehnologije možnosti za interaktivnost tiskane knjige veliko, sploh če je ta mešana z nekimi digitalnimi vmesniki, QR kodami ali pa raznimi mobilnimi aplikacijami. Mene je pa predvsem zanimala analogna interaktivnost, torej tista, ki je zgolj omejena na ilustracijo, analogni vmesnik in pa interakcijo bralca. Tehnika, ki sem jo uporabljala v knjigi, je predkinematografska tehnika Ombro, ki sega sicer v zgodovino francoskih kinematografskih igrač v 19. stoletju in so jo bolj uporabljali v zabavne namene še pred uporabo televizije. Jaz pa sem nekako jo želela redefinirati in jo uporabiti bolj v naravoslovne, didaktične namene. Tehnika deluje tako, da v bistvu zaporedje 6 sličic jih združimo v eno podobo in jo razrežemo tako, da v bistvu z drsenjem te mreže po površini odkrivamo vsako naslednjo sekvenco in to ustvarja iluzijo gibanja. In tako je nastala slikanica z znanstveno vsebino, hkrati pa se mi zdi, da je uspela nekako doseči to, da ima ta zabavni element, da privabi mlajše bralce tudi kakšnim malo bolj kompleksnim ali pa naravoslovnim vsebinam. Knjiga Bratje flamskega avtorja Barta Mujerta je pravzaprav zbirka 42 kratkih zgodb, miniaturk, v katerih avtor pripoveduje o svojem odraščanju, o mladosti s 6 starejšimi brati. Bart Mujert je namreč res rojen kot najmlajši v vrsti 7 bratov in to je seveda nekaj krasnega, v Belgiji pa sploh, zaradi tega, ker je po tradiciji bil njegov boter sam kralj, Baudouin oziroma Baudouin prvi. Zdaj, klapa 7 mulcev seveda je očarljiva, njihove dogodivščine so zelo zabavne, popisane so pa vse skozi oči najmlajšega med njimi, ki pa je mogoče včasih od dogajanja majhen umaknjen, kar mu daje možnost, da odigra vlogo nekakega kronista tega njihovega družinskega življenja. Zdaj, fantje so bili sicer strogo vzgajani, oba starša in babica so imeli svoja pravila, ki so se jih mogli fantje držati. So imeli pa tudi zelo veliko svobode in so se morali, kadar so bili prosti, so se morali zamotiti sami.
če ni bilo drugega, so šli plavati v sosedov bazen, kar je bilo strogo prepovedano, ali pa so šli v nakup na luknjanga čolna, ali pa je bilo treba oplenti peko v kombi, recimo, a ne. Imamo pa vmes tudi zgodbe, v katerih se pa recimo ne zgodi popolnoma nič. Fantje se nekam zavlečejo, ležijo kje v travi in v bistvu sanjarijo. In izumljajo nove reči, si izmišljajo nove načrte. In Mujertov namen v teh zgodbah je pravzaprav predstaviti to nenaporno harmonijo med temi brati, no. Ljubezen, če hočemo, prijateljstvo, zavezništvo in pa občutek varnosti v tem klopčiču teh 7 bratov, a ne. Pri samem prevodu moram reči, da je Barta Mujerta težko prevajati, da se ga zelo počasi prevaja, tako bolj s pinceto. Zaradi tega, ker po eni strani je to avtor, ki je izjemno subtilen, ima zelo, zelo izdelan posluh za medčloveške odnose, za čustveno doživljanje junakov. Po drugi strani je pa tudi zelo duhovit, je mojster take prikrite ironije, recimo, in se zelo lepo zna poigrati z jezikom, no. Kar je njegova posebnost, je recimo, da v Bratih pa sploh, da se poigra z temi ustaljenimi rekli, z frazami, s katerimi operiramo odrasli in otroci, ki seveda odraslim kar naprej prisluškujejo, a ne, potem ta rekla niti jih preveč ne razumejo, ali pa jih malo priredijo po svoje, zaradi tega, ker jim v določenem momentu tako ustreza, a ne. Vse to so v bistvu tudi kvalitete, ki jih prepoznavajo literarni strokovnjaki in jih beremo v obrazložitvah za domače in tuje nagrade, ki jih je prejel avtor. Med drugim je tudi dobitnik nagrade Alma, Astrid Lindgren. So pa to seveda stvari, na katere mora biti prevajalec pozoren. Bodisi so to podobe, ki nabrekajo v njegovih zgodbah, se kotrlinkajo skozi pripoved, bodisi so to zdaj te besedne igre, predelave raznih rekel. Vse to skratka je poseben izziv za prevajalca in pa velik užitek, bi jaz rekla. Medved in klobuk je preprosta pravljica, ki pa izpostavlja nekaj meni kar pomembnih reči. Njen glavni junak je medved, kupi si klobuk, klobuk je rdeč in vesel in medveda je, ko nosi klobuk, eno samo veselje. Ampak potem pihne veter, ne veš od kod, ne veš zakaj, in medvedu ukrade klobuk. Medved ga lovi, ampak če se še tako trudi, kako boš ulovil nekoga, ki je hitrejši od tebe in ki se ga sploh ne da prijeti? Obupuje. Takrat pa ga k sreči opazijo najprej volk, potem lisica, zajček in miška. In vsi so mu takoj pripravljeni pomagati. Do tukaj lahko rečem, da ta pravljica spominja na ljudsko verižno pravljico. Od tukaj naprej je pa precej samosvoja, mogoče nepričakovana. Namreč veter se tako brezglavo žene, da pihne skozi eno veliko čvrsto drevo in klobuk se zatakne med veje. Veter ga ne more dobiti izmed vej, zato gre in tako vsi ti naši pridejo do klobuka. Medved se zahvaljuje, vesel je, da ga je dobil nazaj. Potem pa ugotovijo, saj ga nismo ujeli samo mi, saj nam je pri tem pomagal tudi hrast. Jaz moram reči, da sem zelo vesela, da se mi je ta hrast pojavil noter v pravljici. Zato, ker se mi zdi, da je za vse nas danes res pomembno, ob vsem tem hitrem tempu, ki ga živimo, in ob vseh izzivih, ki jih vsak dan srečujemo, pomembno, da se po eni strani res sproti odzivamo, da smo aktivni, da znamo odreagirati, da smo angažirani, ampak po drugi strani se mi zdi vsaj enako pomembno, da ohranjamo tudi eno svojo
mirno, čvrsto držo, eno svojo stabilnost, eno zakoreninjenost, ne samo impulzivnost, ampak eno večjo premočrtnost in trajnost v ravnanju. In zato sem vesela tega hrasta, ki zame vse to v pravljici je. Knjigo je zelo lepo ilustrirala Ana Zavadlav. Živali so poskočne, dinamične, žive, hrast mogočen. Kako je ves ta tek narisan, si pogledate, jaz pa lahko rečem samo še to, da lahko gledate naše glavne junake, ampak da se da v knjigi ob njih opazovati tudi mnoge druge drobnarije, recimo ptičke štet ali pa gledati, kako se drevo skozi čas, skozi pripovedni čas v knjigi spreminja.